Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Odaleč prihaja. Von po kavi, von po kavi. Von po kavi, von po kavi. Novice, reklame. Vreme danes, vreme danes. Vreme danes, vreme danes. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Popijeva v dvoje. Prvo kavo, prvo kavo. Prvo kavo, prvo kavo. Pozabiva vreme. In reklame, in reklame. In reklame, in reklame. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Nadaljuje se roman. Nadaljuje se roman. Daleč je še zadnja stran. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Evo, jaz sem čisto prvi zvok od sebe spustil, to, da sem vam zakašljal v mikrofon. Tako da sem vas malo opozoril, da sem tudi jaz tukaj pri vas, no. Vidim, da je danes z nami spet Alenka. Dobro jutro, Alenka. Lepo pozdravljam tudi Boštjana, za katerega sumim, da ima ravno tako prižgano kamero, ampak izgleda, kot da bi šli črnci skozi tunel. Seveda lepo pozdravljam tudi Simono, ki je tudi na kameri. Nič manj lepo ne pozdravljam niti ostalih, ki se skrivate, z kdo ve katerih razlogov. Še posebej lepo pa pozdravljam tiste tri, ki ste uspeli v chat napisati dobro jutro tudi ostalim. Tako da, skratka, modeli, modelke, vse vas lepo pozdravljam, to sem hotel povedati. Jaz sem že izgubil števec, kako se temu reče, prenehal sem šteti, katero zapored jutranjo mavrico. Česa že vodim, še sam sem pozabil. Kaj že vodim zjutraj? Jutranji vrtiljak z mavrico. Česa? Da vidim, če se kdo spomne. Modrih misli. Zdi se mi, da bom dobil vsaj 2 odgovora. Jutranji vrtiljak z mavrico, modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Tako je, bravo dekleti, bravo dekleti. Ni fajn, ko te nekdo na vse zgodaj pohvali. Če ima že ljubčka, ne morem dati, ampak se za to je poskrbel kdo drug. Tako da, danes smo začeli malo bolj umirjeno, saj veste, kako poln energije sem jaz na vse zgodaj. Danes meditacija še ni za mano. Po dolgem času sem si zjutraj uro dvakrat za 5 minut premaknil, sicer se pa večinoma zbudim brez budilke, ampak v teh jutrih, ko sem zadolžen za jutranji vrtiljak, za vsak slučaj pripravim budilko, tako da danes sem bil nekaj len, ne vem, kaj je to. Nekaj se mi ni tako zelo ustajalo, ampak glede na to, da je krizica trajala, krizica v narekovajih 10 minut,
me bo verjetno tekom tele naslednje pol ure šus jutranji še doletel, tako da če že začenjam malo bolj umirjeno, ne se bati, prihaja tudi jutranja energija. Zdajle bom začel naštevati tistih nekaj 5 zanimivosti v zvezi z današnjim dnem. Današnji dan je 4. oktober, 4. vinotok. Simona me je naučila, da se temu mesecu reče vinotok, tako da bom zdajle 30 dni, kadar bom zadolžen za jutranja prebujanja, težil z vinotokom. Se mi zdi, da v vsej okolici tukaj so edino Hrvatje tisti, ki zelo zvesto uporabljajo stara ljudska imena za mesece. Vsi ostali smo se toliko pomodernizirali skozi verjetno stoletja, si predstavljam, da bolj ali manj uporabljamo tista standardna mednarodna poimenovanja mesecev in seveda danes, če rečeš vinotok, bo malo kdo vedel, o katerem mesecu govorimo, po moje. Ali pa sem samo jaz tako v nekem svojem svetu. Skratka, zdaj vam bom sharal screen, upam, da mi bo to uspelo. Takole. Dajte mi samo napisati 111 v chat, če vidite tole gospo zdajle. Ok. 4. oktobra, torej normalno na današnji dan, leta 1946, se je rodila tale gospa, ki jo imate na sliki. Tole je Susan Abigail Sarandon, to je ameriška igralka in aktivistka v zadnjih letih. Verjamem, da si je marsikdo od vas ogledal kakšen film od nje. Tudi jaz sem si jih precej skozi leta. Mogoče, vsaj meni se je najbolj v spomin vtisnil legendarni Thelma and Louise, kjer sta skupaj odigrali z Gino Davis. Če se niste tega filma ogledali, dajte si ga ogledati, priporočam. Thelma and Louise, en tak krasen film o 2 bejbah, ki po spletu nekih okoliščin se odločita izstopati iz sistema, uideti, si narediti drugačno življenje, pa ne gre po planu, tako kot si oni 2 želita in mislita, in se tudi konča na nek, bom rekel, zanimiv način, da vam ne izdam celotne vsebine, če filma niste gledali. Skratka, Susan Sarandon je v karieri prejela številne nagrade, vključno z Oskarjem, z BAFTA, to je britanska nagrada, ekvivalent ameriškemu Oskarju. Golden Globe Awards od leta 2002 pa ima tudi svojo zvezdo na tako imenovanem Hollywood Walk of Fame. Skratka, bejba je kar ena pomembna igralka. Torej, rojena 4. oktobra 1946. Naslednji dogodek, ki ga imam za povedati, na današnji dan leta 1957 je Sovjetska zveza lansirala Sputnik 1, to je tole očitno, kar vidite na sliki. Sputnik 1 je bil prvi umetni satelit v zemljini orbiti, lansiran leta 1957. 4. oktobra 1965 je tedanji papež Pavel VI postal prvi papež, ki je kdajkoli obiskal Združene države Amerike. Narodom sveta je spregovoril z govornice v Združenih narodih v New Yorku in jih pozval k vzpostavitvi trajnega in pravičnega miru v svetu. Jaz si ne morem kaj, da tukaj ne bi bil malo žleht zraven in rekel, da je pozival k miru in k trajnem miru in pravičnem miru v svetu le nekaj kratkih let potem, ko je Vatikan omogočil številnim nacistom, ustašem in podobnim, da so iz Evrope pobegnili v Južno Ameriko in drugam po svetu. Ampak evo, 4. oktobra 1965 je pridigal ljudem po svetu o vzpostavitvi miru. Tale modelka, povezana s 4. oktobrom,
in sicer leta 1970, a je kdo prepozna po sliki. Nobenega toliko starega ni, verjetno tudi jaz nisem. 4. oktobra 1970 sem sicer že bil štručka, ampak hodil še nisem in tudi nisem vedel, kdo je ta modelka. No, kasneje sem se naučil, tale bejba na sliki je Janis Lyn Joplin in na današnji dan leta pred 52 leti so jo v Landmark hotelu v Los Angelesu našli mrtvo, kot vzrok smrti pa je bilo določeno predoziranje s heroinom. Janis Joplin je sicer ena tako legendarna pevka. V času smrti je bila stara le 27 let in pred in po njej je kar nekaj teh slavnih pevcev in podobnih celebrities svoje življenje končalo pri 27 letih. Jim Morrison recimo, tudi Kurt Cobain, če se ne motim, je bil dobrih 20 let kasneje, star 27 v trenutku smrti. Janis Joplin je sicer prej z bendom, ki se je imenoval Big Brother and the Holding Company, posnela samo 2 albuma, in sicer v letih 67 in 68. Preden je kot solistka postala slavna, je posnela samo en album. Ampak je bila pač toliko slavna, ena največjih in najbolj vplivnih, če tako rečemo, rock zvezd tistega časa, je posnela samo en solistični album, enega pa so izdali v letu 71 še po njeni smrti. Kaj pa tole? Tole sliko sem našel, sicer dvomim, da je avtentična, saj ta na desni strani izgleda računalniško obdelana in najbrž tudi je. Dotika pa se dogodka iz 4. oktobra leta 2001 in mogoče na nek način lahko povežemo tudi s aktualnim oktobrom 4., torej z današnjim dnem. Namreč 4. oktobra 2001 je rusko letalo Tupolev Tu-154, ki je letelo iz Tel Aviva v Izraelu v Novosibirsk v Rusiji. Torej, to letalo je strmoglavilo v Črno morje, potem ko ga je zadela raketa, ki jo je v narekovajih pomotoma izstrelila ukrajinska vojska, ki je imela tam nekje v bližini manevre. Torej, govorimo o času pred 21 leti. Ukrajinci so sklatili z neba potniško letalo rusko. Ukrajinci se seveda niso strinjali in so tajili ta podatek, torej oni kao niso želeli biti krivi za sestreljeno civilno letalo, vendar so kasneje pristali na to, da so žlahti, torej sorodnikom ubitih žrtev, ki jih je bilo 78, izplačali po $200,000 po glavi, če se grdo izrazim. Tako da Ukrajinci so očitno nekaj imeli s tem, ne. Tako da tisto, kar nam zdajle govorijo, da je ta konflikt pač traja od letos, ko so Rusi napadli Ukrajino, mogoče ni čisto res, mogoče nimamo vseh podatkov, v to se pa sicer ne bi spuščal. Kaj sledi zdajle? Zdajle si bomo vzeli nekaj trenutkov, nekaj minut za zapisovanje jutrnjih hvaležnosti. Imam na sumu, da me je Simona pri tem početju že prehitela, ampak nič zato, si bo pa zdajle vzela nekaj trenutkov za relaks. Mi bomo ostali pa zapisovali hvaležnosti. Potem seveda sledi Jorge Bucay, slučajno in naključno izjemoma bomo v tem tednu naredili tako, da bo Jorge Bucay na vrsti in danes in jutri, ker je zgodbica, ki jo imam za prebrati, mogoče malo daljša. Zdaj, če jo preberem danes in v naslednjem tednu, bomo vmes že pozabili, o čem sem govoril. Če jo preberem pa danes in jutri, si bomo pa tisti, ki bomo prisotni obe jutri, najbrž malo zapomnili in bomo znali potegniti poanto, kajti v zgodbicah Jorgeta Bucaya so vedno poante. A bomo drug teden pol pa v ta namen dvakrat naredili kremenčkove, si še nisem odločil, ampak počas. Tako da preneham share screen, dam nekaj glasbe, če boste to glasbo tudi slišali. Oziroma, če glasbe ne boste slišali, me prosim opozorite v chatu, če bo pa vse v redu, se pa zopet slišimo čez nekaj minut. Pa ne to glasbo. Se slišimo? Z glasbo vred? Ne?
Okej. Ja. Okej. Hvaležnost.
Modelke, modeli, tisti, ki si še zapisujete hvaležnosti oziroma greste miselno skozi hvaležnosti v zvezi s trenutnim momentom ali pa z včerajšnjim dnem, nadaljujte s tem poslom, skratka, dokončajte svoje delo. Jaz poučen z izkušnjami včerajšnjega dneva, ko me je Zoom prehitel, torej ko sem bil predolg in je bil Zoom prekratek, bom malo pohitel, tako da vam bom zdajle kar govoril tisto, kar je še za povedati. Torej, začel bom zgodbo Jorgeta Bucaya, pa potem, če nam uspe, še afirmacije. Tako da prepustite se mojemu žametnemu glasu. Danes imam eno zgodbo, ki se ji reče Pravični sodnik. Kot sem že prej omenil, bo najbrž na vrsti še jutri. Gre pa takole, še glas bo malo stišen. Takole. Ko je Lien Cu umrl, so njegova žena Zumi, starejši sin Ling in še dva njegova bratca čisto obubožali. Dokler je bil gospodar še živ, je od zore do mraka delal na Čengovih riževih poljih. Večino plače je prejel v rižu, v denarju le nekaj kovancev, ki so komaj zadoščali za najnujnejše potrebe družine, večinoma pa so jih porabili za plačilo učiteljev in knjig za Linga in njegova brata. Na dan svoje smrti je Lien Cu kot ponavadi ob zori odšel od doma. Ko je stopal proti plantaži, je zaslišal krike starca, ki ga je odnesla mogočna reka. Lien Cu ga je prepoznal. Bil je stari Čeng, lastnik polj, na katerih je delal. Lien Cu nikoli ni bil dober plavalec. Že da bi zabredel v reko, je bilo treba znati dobro plavati, še bolj spreten pa bi moral biti, da bi starca rešil. Pogledal je okoli in ob tej uri ni bilo nikjer nikogar. Če pa bi odšel po pomoč, bi trajalo najmanj pol ure. Zato se je Lien Cu odločil v hipu, zajel zrak in se vrgel v reko. Komaj je dosegel starca, že je tok zagrabil tudi njega in ga odnesel po strugi navzdol. Objeti telesi obeh moških so našli v rečni laguni nekaj kilometrov nižje. Morda so starčevi otroci skušali za njegovo smrt okriviti Lien Cuja, morda je bil mali Ling premlad za delo, ali pa je bilo morda res, kar so rekli, da na riževih poljih ni bilo toliko dela, a otroci pokojnega Lingu niso dovolili, da bi obdržal očetovo službo. Toda mladi Ling je vztrajal. Najprej jim je rekel, da je pri 13 že dovolj velik, da lahko dela, na to, da je službo podedoval po očetu, potem jim je govoril o svoji sposobnosti in ročni spretnosti, ko pa vse to ni zaleglo, jih je Ling prosil, naj mu dajo delo zaradi revščine, v kateri je živela njegova družina. Noben razlog lastnikov pol ni prepričal in mladeniču so rekli, naj odide s plantaže. Ling je bil ogorčen in začel je vpiti in zahtevati pravico zaradi očetovega žrtvovanja. Govoril je o izkoriščanju, pravicah, potrebah in tako dalje. Toda z udarci so ga le odgnali in ga vrgli na prašno cesto. Tlej je družina jedla bolj poredko. Prebijala se je z občasnimi Lingovimi deli in materino požrtvovalnostjo. Zdaj je prala in šivala za druge. Nekega dne se je Ling vračal s plantaže, kjer je kot vsak dan prosil za delo in kjer so mu kot vedno rekli, da zanj nimajo ničesar. Odšel je s sklonjeno glavo, gledal v tla in v svoje ponošene sandale. Brcal je kamne na poti, evo, Zoom me že opozarja. Torej, Ling je brcal kamne na poti in tako skušal pomiriti svojo bolečino. Nenadoma je brcnil in zaslišal drugačen zvok. Pogledal je, kaj bi bilo to. Ni bil kamen. Bil je zavezan usnjen mošnjiček, prekrit z zemljo. Še enkrat ga je brcnil. Mošnjiček ni bil prazen. Ko se je zagotalil, se je zaslišal prijeten zvok.
Ling ga je brcal ure in ure ter užival ob zvončkljanju. Nazadnje ga je le prijel in odvezal. V njem so bili srebrniki. Veliko srebrnikov, več kot jih je Ling sploh kdaj videl. Preštel jih je. Bilo jih je 15. 15 čudovitih, novih, svetlečih se kovancev. In bili so njegovi. Našel jih je namreč na tleh. On jih je brcal in on je odprl mošnjiček. Nobenega dvoma ni bilo, da so njegovi. Zdaj bo njegova mama končno nehala delati, njegova brata bosta spet lahko hodila v šolo, jedli pa bodo, kar bodo hoteli, vsak dan. Stekel je v vas in nakupil nekaj reči. Domov se je vrnil s hrano, igračami za svoja bratca, več odejami in 2 čudovitima oblekama iz Indije za svojo mater. Njegov prihod je bil pravi praznik. Vsi so bili lačni in nihče ni spraševal, kje je dobil hrano, dokler niso vsega pojedli. Po večerji je Ling razdelil darila in ko sta bratca utrujena od igranja odšla spat, mu je Zumi pomignila, naj sede k njej. Vedel je, kaj ga bo vprašala. Nikar ne misli, da sem kradel, je začel. Nihče ti vsega tega ne bi kar tako poklonil, mu je rekla mama. Ne, nihče ne podarja, je prekimal. Vse sem kupil, sam sem kupil. Kje pa si dobil denar, Ling, je vztrajala mama. In mladenič je materi povedal, kako je našel mošnjiček. Ling, sin moj, ta denar ni tvoj, je rekla mama. Kako da ne, je odgovarjal, jaz sem ga našel. Sin moj, če si ga ti našel, ga je nekdo izgubil. In ta, ki ga je izgubil, je pravi lastnik denarja, je razsodila mama. Ne, je odvrnil Ling. Tisti, ki ga je izgubil, tisti, ki pa ga je našel, ga je našel. In jaz sem ga našel, in če nima lastnika, je moj. Dobro, sin, je nadaljevala mati, če nima lastnika, je tvoj, a če ga ima, mu ga je treba vrniti. Ne, mati. Da, Ling, spomni se svojega očeta in pomisli, kaj bi ti rekel. Mladenič je sklonil glavo in nerad prikimal. Kaj pa naj naredim z denarjem, ki sem ga porabil, je vprašal. Koliko kovancev pa si porabil, je rekla mama. 2. Dobro, videla bova, kako jo lahko povrneva, je rekla Zumi. Zdaj pa pojdi v vas in vprašaj, ali je kdo izgubil mošnjiček. Začni spraševati blizu kraja, kjer si ga našel. Ling je spet sklonil glavo, odšel od doma in se pritoževal nad lastno usodo. Ok, toliko branja o pravičnem razsodniku sem imel za danes, glede na to, da je zgodbica še približno za toliko, kolikor sem jo povedal zdajle. Prejle sem falil 2 opisa v chat, torej Jure Simovič je na sliki prepoznal Janis Joplin, res je, Maja pa je ugotovila in me opomnila na to, da je tudi Amy Winehouse nesrečno svoje življenje končala pri 27 letih. Pa še nekaj je bilo teh modelov, ne? Tako da 27 je kar kritična. Tisti, ki ste že čez, tudi če niste rok zvezde, ste torej iz ta hudega ven, tako kot se reče, in zdaj rokate do 127, takrat se bomo pa spet malo pogovorili na to temo. Tako da, zdaj so na vrsti še afirmacije, naslonite se nazaj, oddahnite nekaj čudovitega kisika. Če ga imate, če ste doma zraven železarne, tako kot jaz, je ta kisik malo manj čist, ampak se veste, danes so čiste zelene in podobne tehnologije, tako da tudi pri nas je zrak čist. Včeraj, če se spomnite, smo imeli afirmacije v sedanjiku, danes bodo na vrsti afirmacije v prihodnjiku. Objavil jih bom tudi kasneje v Telegramu. Zdajle, preden se pa tega lotam, me pa ena stvar zanima. Nekaj dni nazaj, v prejšnjem tednu, je Loreta naredila na Telegramu eno skupinco v zvezi s socialnimi omrežji in vas in nas pozvala, da v njej sodelujemo. Če jaz to dobro opazujem, v njej praktično sodelujeva le 2, objavljava neke svoje posnetke, pa me zanima, zakaj ostali ne sodelujete, v čem je catch?
verjamem, da nekateri med vami ali pa večina med vami teh posnetkov ne snema, ok, to je vaša izbira. Ampak zakaj pa neke podpore ne morete izraziti, zakaj nobenega lajka ne pade, zakaj nikomur ni všeč? Saj ni treba, da vam je actually všeč. Point je v tem, da damo podporo eden drugemu, tako kot jo dajemo pri trgovanju, ker logaritmi na socialnih omrežjih večinoma delujejo tako, da začnejo porivati zadeve, ki jih lajkate, komentirate, šerate, takrat, ko zaznajo, da se nekaj pri njih dogaja. Če jih vi samo pogledate, no, če jih sploh pogledate, ne, pol je itak to izgubljena stvar. Če jih pa samo pogledate in nikakor ne odreagirate, potem pa potonejo počasi v labirintu algoritma, torej jih ostalim ljudem ne prikazuje. Tako da, prvič vas sprašujem, kdaj se boste odločili tudi sami posneti kakšno tako reč. Saj to je korak iz cone udobja za tiste, ki tega ne počnete in se boste na koncu počutili bolje. Evo, Simona pravi, da nima TikToka, na Facebookovini običajno lajka. Tudi to je res. Tudi Alenka. Ok. Pojdimo zdaj na te informacije, mi gredo ves čas po glavi namesto afirmacije. Naslonite se nazaj. Navodila sem vam že prej povedal, jaz si bom vzel citrin in vam bom danes povedal afirmacije v prihodniku. Pardon. Afirmacije v sedanjiku vam bom povedal. Ne, se bom držal kar prihodnika. Ok. V sedanjiku so bile včeraj. Dobro, da si zapisujem te stvari, ker če ne bi vedel česar. Ok, pojmo, 10 jih je preden, da nas vrže dol. Postal bom uspešen trader. Postal bom bogat trader. Na trgovalni borzi bom zaslužil ogromne količine denarja. Vedno si bom vzel čas za ustrezno raziskavo. V vsakem trenutku bom zdravo presojal. Še naprej bom gradil svoj portfelj in izpolnjeval svoja prizadevanja pri trgovanju. Izpopolnjeval. Uspeh pri trgovanju bo postal realnost. Pridobil bom vse potrebne informacije za trading. Priprava natančnih napovedi bo postala zame vse enostavnejša. In še zadnja 10. Rezultati mojih prizadevanj pri trgovanju bodo postali vse bolj otipljivi. Mi jih bomo utipali v verziji cash money, se strinjate? Tako da, ok, danes ste bili deležni malo bolj zbeganega jutranjega vrtiljaka. Mogoče imam tudi jaz pravico na kakšen zbegan dan. Moram biti pa pozoren pri trgovanju, da se ne bo ta zbeganost prinesla tudi tja. Moram si še nekajkrat prebrati te afirmacije v prihodnosti, pa tudi včerajšnje v sedanjosti bodo prišle prav. Dajte mi še to povedati, a je v redu, če te afirmacije, ki vam jih povem ob koncu, potem objavim še na Telegramu, so komu koristne. In če že to sprašujem, glede na to, kaj smo delali v soboto, nedeljo in v ponedeljek, a je mogoče komu koristno,